Čau, sončki, evo, danes se bomo pogovarjali pa o opremi, katero izbrati, Shimano, SRAM, Campagnolo, kakšno prestavno razmerje za rekreativno uporabo, pa mogoče še najlažja skupina oziroma oprema za tiste, ki greste v klanc, ki se dosti radi boste po klancih oziroma ki želite imeti čim lažji možen razmerje. Tako da nič, gremo začeti. Ko govorimo o prestavnih razmerjih, kaj to sploh pomeni, ko imate PS34, rečemo pa zadnji 1134. Pomeni, da je spredi PS34, da je ta velik zobnik 50, 34 je pa ta mal zobnik spredi. Prav zadnji 1134 pa pomeni, da ima ta mal verižnik 11, ta je velik pa 34. Najlažji razmerje za v klanc gor pomeni, da ima spredi ta mal zobnik čim manj zob, pa zadnji ta velik čim več zob. In glih kontra za večjo brzino, pomeni, da mora imeti zadnji verižnik čim manj zob, pa spredi čim več zob. Se pravi, ne vem, 62, 10 bo delač, ja, je težko zaznoriti. Tako da s tem dosežete pol zelo visoko brzino, lahko. Tip opreme, se pravi, ta prva je Shimano, je najbolj razširjena, tudi na največjih kolesih je gor, potem je tukaj SRAM, potem imate pa Campagnolo, ki pa mogoče predstavlja tisti največji prestiž v cestnem kolesarstvu. Shimano in SRAM imata obe dve, se pravi 3 skupine z elektronskimi prestavami. V mehanskih se danes ne bomo glih kaj preveč pogovarjali, ker jih na kolesa zelo malo sploh mi še dajemo. Zdaj, kar se tiče Campagnole, ima pa samo eno oziroma zdaj ima 2 skupini z električnimi prestavami, samo je to ta najvišji razred. Na hitro zdaj samo funkcionalnosti, se pravi samih grup. Shimano ima svojo to zavorno prestavno ročico, kjer imate 2 gumba in eden prestavlja gor, eden dol. Na vsaki strani, se pravi na desni strani je ponavadi za zadnji menjalnik, na levi strani pa za sprednji menjalnik. Mislim, da se da to tudi v njihovi aplikaciji nastaviti, da lahko zamenjate, predvsem kakšni motoristi, imate zavore kontraobrnjene, ker ste tako navajeni z motorja, mislim, da se da zdaj tudi pri prestavah tako narediti. Kar se tiče SRAMa, imate pa se pravi levo in desno ročko. Če pritisnete obe dve hkrati, v bistvu upravljate sprednji menjalnik. Če pritisnete samo desno, zadnji menjalnik. Če gre zadnji menjalnik, če se ne motim, v lažjo. Če pa se pravi levo, gre pa v težjo ali pa kontra. Največja razlika mogoče med SRAMom pa med Shimanom je to, da SRAM je malenkost trša ročka. Ko prestavljate, je tak malo trši klik naredi. Shimano je pa pač mehkejša, vedno je Shimano deloval kot nek puter. Tako da že zaradi tega je večini všeč, ker je ta mehkoba in to vsi povežejo s tem, da zelo dobro deluje. Meni osebno pač neke bistvene razlike med delovanjem SRAMa, Shimana niti ni, lahko eno ali drugo, pa verjamem, da se boste pač vsi navadili na skupino. Zdaj, kar se tiče Campagnole, so šli pa nazaj nimajo se prav samo na ročki, ampak imajo na notranji strani tega gripa, je še en gumb, tako da tam v bistvu se prestavlja v težjo oziroma v lažjo, če se prestavlja v sprednjem menjalniku, težjo pa zadnji. Zdaj, mogoče še na hitro v samih cenah, mislim, da trenutno na spletu najcenejši, kar je Shimano, praktično v vseh grupah, potem je SRAM, medtem ko Campagnolo je pa kar zdaj 30% dražji od obeh. Zdaj, kar se tiče SRAM, Shimano, tudi zelo težko rečem, kaj bi jaz svetoval. Mi največ dajemo Shimano gor, ki je najbolj razširjen, pa če sem čist fair, najlažji se ga da prodati, zato ker vsi vi pač poznate Shimano. Da bi pa zdaj rekel, kaj boljš deluje, manj kar neki stranka imajo SRAM in so vsi zadovoljni z njim, tako da vam ne morem reči, da je eno ali drugo boljš, tako da bolj tisto, kar komu ustreza, mogoče občutek na ročki. Tako da meni osebno je širša ročka boljša, se pravi od SRAMa bi mi bila mogoče malo bolj všeč. Isto, kar se tiče od Campagnole, mi je bolj všeč. Imam pa vsem Shimano gor zaradi tega, ker prodajam kolo,
rečeš, da je gor Shimano, večji del kupcev pozna in lažje to kar nekaj, kar pač ne poznajo. Tako da ja, zaradi tega je tudi Shimano zdaj gor na večini opreme, pa mi tukaj imamo tudi vse obroče za Shimano račno in pol je lažje samo obroče zamenjati med kolesi. Če imaš spredi 34, zadnji 36, dobiš prestavno razmerje 0,94, kar pomeni, da moraš zavrteti gonilko skoraj enkrat, da se zadnje kolo enkrat obrne. Zdaj, če imaš pa spredi, rečemo 50, pa zadnji 28, dobiš pa razmerje 1,78 in to je pač veliko težji. Če si rekreativci, cilj, da prideš v klanc, ali pa tako bom rekel, da imaš vsaj neke rezerve, se pravi, dobro zbrati čim lažje razmerje in to trenutno ponuja SRAM z razmerjem, da imate spredi 46-33, zadnji pa 10-36. Zdaj, profi baje uporabljajo tudi 44 spredi tam avga in je zadnji kaseto 10-44, tako da imate veliko opcij, ampak jaz bi se držal trenutno teh razmerij, ki jih ponujajo v samem sklopu grupe. Imate potem tudi pri Shimanu, ni sicer oznaka od 105, ampak je verižnik nekje v tem cenovnem razredu 11,36 in pol, če imate spredi 50-34, dobite tudi lažje razmerje, kukar je pa 1:1, kar je 34-34, 36-36. Tako da to pomeni, da boste v večino teh klancev, vsaj kar je strmine tam do 10-15%, bi mogli prideti še vedno s kar visoko kadenco. Za kakšno razmerje se odločiti, če nimate pojma? Jaz večini svetujem in po moje tudi v drugih trgovinah, da vedno je boljš imeti malenkost lažje razmerje, kukar pa pretežek. Tako da tukaj mislim, da smo še vsa kolesa opremali z 11-34 opremo, v bistvu razmerjem zadnji, spredi 50-34, razen tisti, ki se res dosti vozijo, tisti pa že vejo, da rabijo med 52-36, oziroma mislim, da nismo pa še nobenega opremali za ta najtežjo skupino. Tako da zelo simpel, boljš imeti male rezerve, kar se tiče pri opremi, kukar da pridete na kakšne, greste gledati, rečemo Tour de France in pol v klanc gor vam zmanjka prestav že takoj na začetku, vi imate pa 25 km tega vzpona in oberačate zelo na trdo. Boljš imeti lažji prestavno razmerje, kakšno rezervo, kdaj v klanc gor, kukar da zelo trdo poganja. Torej zdaj, tako kot sem omenil, Shimano, potem največkrat se izbere 50-34 ter zadnji 11-34 oziroma lahko tudi 11-36, medtem ko pri SRAMu je potem 46-33 spredi ter zadnji 10-36. To je ta najlažje razmerje in tega bi pač se tudi po večini svetuje. Komentar pa lahko napišete, kakšno razmerje vi uporabljate, zakaj ste se za to odločili, a bi se zdaj kako drugače odločili, tako da bojo še vsi, se pravi gledalci, videli, zakaj ste se za to opremo odločili. Ne pozabite še lajkati, se subscribati na video in hvala vsem, ki gledate. Če imate pa še kakršenkoli vprašanje, pa zapišite dol isto v komentar, pa vam probam v najkrajšem možnem času odgovoriti. Nič, uživite, lep vikend, let's ride!